Jaz v imenu založbe Umko bom vodil ta pogovor z dvema ekspertoma za tole področje. Mislim, da bi težko najdel boljše ljudi za tako knjigo. Mogoče še nekaj besed o tem, kako je prišlo do tega, da smo to knjigo izdali v slovenščini. Zdi se mi, da je v nekem smislu to en tak presežek v vsebinskem pogledu. Knjiga je šla v bistvu praktično 1 leto nazaj. Žiga, mogoče ti kot promotor ali pa recimo človek, ki je priporočil recimo to knjigo, da bi bila smiselna za izid. Jaz sem bil v osnovi zelo skeptičen, da bi tako knjigo izdal. Po eni strani jasno z knjigami kitajskih avtorjev v Sloveniji, sploh pa naša založba nima nekih izkušenj. Tudi jaz osebno sem imel kar nekaj časa težave, da sem si sploh zapomnil njegovo ime. Kai Fu Lee, to sem recimo, ko smo se pogovarjala še pred izidom, sem parkrat omenil tako, tista knjiga od Kitajca, Potem pa mi je to ime recimo počaska pa šlo v uho, še posebej tudi potem, ko sem si nekaj več recimo prebral o tem gospodu, izkazalo se je, da gre za enega zelo večstranskega človeka, ki po eni strani je znanstvenik bil na področju umetne inteligence, po drugi strani pa potem to povezal tudi svojo poslovno potjo in je zdaj tudi recimo na področju Kitajske recimo en od vodilnih kadrov na to temo. Res je, da se ta gospod danes ne bo pojavil na tistem stolu, ki je prazen, ampak mislim, da bomo pa lahko v sobotnem delu prebrali intervju z njim, kar nam bo recimo še dodatno osvetlilo stanje na tem področju, poleg tega, kar bosta tale dva sogovornika povedala. Mogoče Žiga za začetek, kaj te navdušilo pa tej knjigi, da se ti zdelo, da bi bilo nujno, da jo dobimo v slovenščini. En lep pozdrav. Jaz mislim, da je bila odločitev, da se to knjigo izda pravilna glede na številno občinstvo, ki ta tema vleče. Jaz moram priznati, da seveda pri Kitajcih ni naključij, tako da tisti, ki ste zelo pozorni, čeprav Kai Fu Lea ni, rdeča barva je barva mikrofona, ki jo samo drži v roki, tako da pri Kitajcih ne smete verjeti v naključij, oni vse naštudirajo, vse izvedejo, ali so tu ali pa niso tu. Bolj za šalo kot za res, jaz moram reči, da sem eden izmed tistih menedžerjev, ki je imel velik privilegij, da je v družbi Outfit 7, ki jo poznamo po najbolj slavnem mačku na svetu, prišel v obdobju, ko je podjetje rastlo, pomagal to podjetje prodati za $1 milijardo oziroma dolarjev Kitajcem in potem 2 leti imel privilegij, da sem z njimi na nek način soustvarjal rast in stabilnost. In v tem času spoznal veliko zanimivega v Kitajcih, ugotovil, da imamo seveda nek poseben evropski, če ne že slovenski odnos do njih. Po drugi strani pa seveda bil velikrat na Kitajskem in spremljal to dogajanje, kaj se na Kitajskem dogaja. In imel v vsej tej moji mednarodni aktivnosti v bistvu privilegij, da sem Kai Fu Lea 3-krat srečal, enkrat v New Yorku, enkrat v Londonu, enkrat v Münchnu. In moram reči, da je Kai Fu Lea vedno navdušil. Kai Fu Leeva zgodba je predvsem zgodba nekoga, ki je pri 14 letih odpotoval iz Tajvana v Ameriko. V Ameriki je naredil kompletno izobraževanje do doktorata. Bil eden najuglednejših profesorjev na področju umetne inteligence, krepko v tistih časih, ko se je morda o umetni inteligenci bolj govorilo v znanstvenih krogih kot o nekaj širšem krogu. Potem pa naredil izjemno kariero v poslovnem svetu. Bil je v Microsoftu, bil je v Googlu, bil je v Appleu in bil je recimo eden prvih direktorjev Googla na Kitajskem. Se pravi nekdo, ki zna združevati na eni strani vzhod in zahod, na drugi strani akademsko srednjo in biznis, in v zadnjem času je naredil 2 milijarde velik sklad, ki vlaga umetno inteligenco. Ko sem ga poslušal, je ravno njegova knjiga, mislim, da je bila v Münchnu ali pa je bilo to v New Yorku, ko je njegova knjiga ravno izšla in bil sem eden tistih prvih, ki sem jo bral. In ta knjiga, moram reči, da kot nekomu, ki ima v backgroundu mednarodne odnose, predstavlja kar nekaj stvari. Na eni strani je imenitna knjiga, da zveste kaj novega o umetni inteligenci.
še bolj se mi zdi, da je imenitna knjiga, da spoznate to bitko med Ameriko in Kitajsko, kjer Kai-Fu Lee ravno zaradi njegovih izkušenj in iz Amerike in iz Kitajske zna na neki način vleči to usporednico, zna razmišljati o tem, kdo dela boljše kaj. Na tretji strani pa boste tisti, ki še knjige niste prebrali, v bistvu doživeli nekaj precej nenavadnega za Kitajce. In sicer Kai-Fu Lee je v to knjigo vpletel zelo močno svojo osebno zgodbo, zgodbo, ki jo v bistvu na en tak kitajsko-ameriški način predstavlja, s kitajsko zadržanostjo govori o zelo zasebnih in osebnih zadevah na malo ameriški način, govori o svoji bolezni raka in v bistvu to primerja z ljubeznijo. In morda sam za zaključek, tisto, kar je zanimivo, umetna inteligenca, AI po angleško, je v bistvu v kitajščini beseda ai, ki pa pomeni ljubezen. Tako da tudi to je na en tak zelo simpatičen način on znal povezati. In to je bil razlog, da ko sem se vrnil v Slovenijo, sem šel k mojemu najljubšemu založniku in vztrajno ga prepričoval, da je to knjigo vredno založiti in samo hvala, da si poslušal. Hvala za priporočilo. Knjigo je prevedel Samo Kuščar, ki je pa tudi nek, recimo, računalniški ekspert, tako da je bil večkrat primeren prevajalec za ta naslov. Morda velja omeniti to, v uradni predstavitvi Kai-Fu Leeja piše, da ima približno 50 milijonov sledilcev na vseh družbenih omrežjih, kar je v bistvu res ena ogromna številka za nekega poslovneža, kar sem kaže, kakšen influencer je, še posebej, če recimo ga primerjamo recimo z najbolj znanimi svetovnimi filmskimi zvezdami. Recimo za primerjavo, preveril sem, recimo Jennifer Lopez ima samo 2-krat več sledilcev kot on. Pa bi mogoče predal besedo na tej točki Marku, recimo zdaj lih v zadnjih 2 dneh recimo je kar nekaj takih zanimivih informacij prišlo v javnost, tudi kar se tiče umetne inteligence. Ena je ta, da ne bi v Sloveniji nastal nek globalni center za umetno inteligenco. Marko dela na inštitutu Jožef Štefan kot član laboratorija za umetno inteligenco, če sem se prav poučil. In morda bi lahko povedal nekaj o tem, kaj to pomeni za Ljubljano, za prihodnost in za razvoj recimo umetne inteligence v Sloveniji, pa morda še nekaj izhodiščnih misli, ki so se mu kot nekomu, ki znanstveno dela na tem področju, porodila ob branju te knjige. Ja, se sliši, ne? Mogoče, ja, najprej, da povem nekaj besed o tem prihajajočem UNESCO inštitutu za umetno inteligenco, ki naj bi nastal nekje zdaj po novem letu. Torej, to je ena zadeva, kjer naša ekipa, to sem jaz, pa Mitja Jermol, pa še nekaj kolegov, Davor Orlič, tako smo 3, zares 4 iz inštituta, John Schoteler, še 4, in pomoč s strani vlade. To zdaj 2 leti delamo na tem. Torej, prejšnji teden je bila generalna skupščina UNESCO in to je bilo zdaj potrjeno. Vaska je bil tam, ne? In zdaj v ponedeljek je bilo pa to še nekako javno objavljeno. Torej, zakaj gre? Torej, naredili bomo novo entiteto, ki se bo imenovala tehnično bo IRCAI, International Research Center on AI, še drugače povedano je pa to Mednarodni UNESCO inštitut za umetno inteligenco. To je UNESCO ima nekaj kategorij teh centrov. Prva kategorija so tiste, kjer UNESCO plača, te so samo v 3. svetu, kategorije drugega nivoja, to smo pa mi, tle mora pa zdaj država nekaj zraven, UNESCO ne da, ampak to so pač še vedno zelo močne inštitucije, ampak ki pa nekako dajo podporo UNESCO. Torej, če nakratko povem, čemu ne bi ta stvar služila. Torej, o umetni inteligenci se veliko govori. Tudi vidim, da je silno veliko ljudi tlele, to pomeni, da obstaja interes.
Je pa tako neminovno povezano z umetno inteligenco nekakšen strah, ne? Kada je to zdaj nek bav, ja, tako kot ti praviš, in da zdaj nas bo ta stvar pojedla in postala bolj pametna od nas in na neki točki nas bo odvrgla kot neuporabne osebke. Ne? To so ena taka razmišljanja, ki ne boste verjeli, praktično ne mine dan, da ne bi morali odgovarjati na ta vprašanja. Temu seveda ni tako. Ja, sam te je mogoče vskočil, recimo Kai-Fu Liu v začetku te knjige piše o tem, ne, da mu je zelo smešno ali pa tako nenavadno, da ko se pogovarja o učinkih umetne inteligence, recimo mogoče na nekih poslovnih srečanjih na eni strani ali pa recimo v osnovni šoli, ne, z učenci recimo osnovnošolskih razredov, na drugi strani dobijo podobno vprašanja. Ne. Ja, seveda, zato ker pač gledajte, če berete pravljice, da vem, so tudi neke živali zmeri prikazane kot grozne, pa mogoče niti niso, ne, recimo. Mislim, to je približno na tem nivoju. Torej, s čim bi se ta naš UNESCO inštitut za umetno inteligenco ukvarjal, predvsem ravno včeraj sem moral pisati en kratek 5-stavčni odstavek za Urad Vlade za informiranje, ne. No in sem razmišljal, kako bi zdaj to formuliral, da bo v 5 vrstic nekako ta glavno sporočilo. Skratka, no to sporočilo je imelo vse to, torej mi bomo delali dobro umetno inteligenco, ne? Dobro, ne? To ne pomeni, da drugi delajo slabo, ampak mi bomo delali še posebej dobro. Ne? Dobro v katerem smislu? Ja, to sem ravno hotel povedati, torej v smislu v dobrobit človeštva. Ne? To pa zdaj pa pomeni bodi si za posameznika, recimo ranljive skupine, družbo, zdaj pa še malo bolj konkreten, da sem recimo, to so recimo, morda poznate, morda ne, SDG, SDG, ne? Sustainable Development Goals. Ne? To je nekaj, kar je leta 15, mislim, da na nivoju Združenih narodov so vse članice sprejele pač 17 ciljev, teh 17 ciljev je pa sestavljeno iz približno 230 nekih indikatorjev, ki naj bi jih svet dosegel do leta 2030. Ne? No in zdaj, torej, ne vem, mislim, da številka 1 je revščina, lakota, izobraževanje, voda in tako naprej, to je teh 17 ciljev. No in zdaj je kar precej teh ljudi, ki se ukvarjajo in s tehnologijo in z drugimi stvarmi, razmišljamo o tem, kako s to tehnologijo pomagati, recimo, da se bodo te indikatorji premaknili v eno, drugo ali tretjo smer. No in zdaj ta naš inštitut bo seveda tudi en del tega se trudil, pokrival in tako naprej. Zdaj pa, kaj še vse dobra umetna inteligenca. Večino te umetne inteligence, ki vsak od vas pravzaprav kar en lep del časa vsak dan uporablja, je tisti, ki veste, da je dober. Ne vem, ko naredite Google search, se ravno to zgodi. Ne vem, ko greste na Facebook, ko telefon dvignete, pa vas prepozna. Ne. To je vse zelo koristno. Ne. Seveda so pa orodja zelo močna, ne, in imajo ta orodja vse tudi možnost, da, ne vem, tako kot nož, se lahko tudi režeš na njih. Ne. No in zdaj pa dobro tle razumeti približen, zakaj gre. No. Zdaj bom povedal par primerov projektov, ne, ki se jih mogoče firme niti ne bi dotaknile, ne, pa jih umetna inteligenca zelo dobro rešuje. Recimo, kako detektirati, ne vem, v nekem državi tretjega sveta, recimo, ne, da bo otrok nehal v šolo hoditi, recimo. Zadosti zgodaj za to, da se to prepreči, recimo. Ne. Recimo, to je primer, ne vem. En drug primer, recimo, javna higiena. Ne. Javna higiena zahteva, da se javna stanišča čistijo. No, recimo, en kolega je delal ravno tak zelo netrivialen problem, kako čistiti javna stanišča v Keniji. Ne. Logistika, kako organizirati logistiko. Ne. Ne vem, potem v Ameriki, ne, ni treba, da smo v tretjem svetu. Ne. Kako preprečiti policijsko brutalnost. Veste, da tam so policaji včasih nervozni, pa malo kaj vsekajo preveč, kako jih detektirati naprej. Ne. To je šlo praktično od Bele hiše navzdol, zato je taka občutljiva tema.
tudi to je umetna inteligenca. Umetna inteligenca niso samo avtonomna orožja, niso samo tiste pošasti iz filmov, ki so narisane, ki zares ne obstajajo. Torej tudi to je. No in take stvari bomo mi delali. Pa se pravi, o tem bi lahko zdaj še precej govoril. Interesa je nenormalno veliko, moram reči, strani drugih držav, torej, da bi tudi ustanovili kopijo takega centra. Tako da v tem smislu sem lahko sam zadovoljen, da nam predolg. Drugo vprašanje je bilo pa... Kako si doživel to knjigo, mogoče da še posebej? Ja, seveda, tako kot si lahko misliš, seveda nisem prebral. Sem si pa pogledal nekaj intervjujev in sem pa jo prelistal, tako da vem, zakaj gre. Tako bi rekel, dober je napisana, ampak so znana sporočila. Za nas, ki smo strokovnjaki, so to zelo dobro znana sporočila. To so sporočila, kaj zdaj povzroča preboj umetne inteligence, to je tako imenovano to globoko učenje. Mogoče za ljudi, ki tega dejansko ne vejo, bi mogoče lahko sam na kratko to temeljno orodje, recimo, na katerem poteka zdaj umetna inteligenca, razložil tudi v 5 stavkih. Kaj je to globoko učenje? Glejte, vsak od vas je v šoli se naučil enačbo premice. Ja, Y je... No? Ja, da mednarodnih odnosih tega ni. Po FDV-jih je zmeri treba. No, v glavnem, vsak od vas se je učil enačbo premice. Y je kx plus n. Ne žuzga. Zdaj, ta premica je lahko takole, lahko je ravnina, lahko je v večjih dimenzijah, ampak to že ni bistveno. Zdaj, to je osnovna Lego kocka, enačba premice, čisto ne žuzga. Ta enačba premice, Y je kx plus n, ima dva parametra, k pa n. No, zdaj, kaj naredimo s premico? Svet razdelimo na eno stran, pa na drugo stran premice. Je tako, na levo pa na desno. No, super. To je že nekaj. No, zdaj pa, da vem, 10.000 takih premic na kup damo, pa jih povežemo, pa svet lahko razdelimo na vse možne druge načine še. No, to je mehanizem, torej iz take preproste Lego kocke, zdaj veliko takih Lego kock skup zložimo in kar naenkrat naredimo iz tiste eno z takih iz Lego kock, veste, da se da zelo zanimive stvari narediti. No, tle je isto. Iz take zelo preproste Lego kocke, ki se jo otroci učijo v zgodnji osnovni šoli, mislim da, lahko zložite, samo velikih vzamete in kar naenkrat nastane lahko zelo zanimiva, zelo lepa, komplicirana zgradba. In to je približno, temu pa rečemo nevronska mreža. No, to, da pa teh nekaj parametrov, kot sem prej rekel, k pa n, nastavimo, da so lihta pravi, temu se pa reče globoko učenje. No, to je približno vsa desnica tega. In nihče mi ne verjame, da je to res enostavno in je enostavno. Zdaj, to zgodbo se isto da povedati, ne vem, z možici, ki se dogovarjajo, pa en drugmu kličejo, dej, halo, Lojze, dej, takole naredi. Približno ista stvar je. Recimo, če zdaj to apliciramo, to osnovno, recimo, osnovno Lego kocko na, recimo, program za prepoznavanje obrazov. Kaj to pomeni? To samo pomeni, da torej, recimo temu tako reči, ko veliko koc skupaj zložimo, teh koc skupaj zna kar naenkrat prepoznavati nekakšne vzorce, detektira nek vzorc. Zdaj, vzorc obraza približen je za vse nas dosti podoben, se pa mečkaj razlikuje. Marjan ima brado, pa lase, pa tako naprej. Jaz ga poznam še takrat, ki jih je imel. Ampak struktura obraza je ista, samo razlike so samo v parih detaljih. No in to, kar mreža te Lego kockice naredijo, se prilagodijo na strukturo ali Marjanovga, ali mojega, ali Marijinga in tako naprej obraza. In to je približno vse. To je pa tisto, čemu rečemo učenje, prilagajanje tistega enega modela obraza, samo teh par parametrov
širina nosa, dolžina oči, ne vem, čez Kitajce ima tako, drugače pa ima drugače. Ja, v praksi ti algoritmi jasno potem z večanjem števila pojavnosti določenega obraza ga zmeraj bolj natančno prepoznavajo, ne? Tako, ampak gre še vedno na konc, prej si rekel, 5 stavkov, enačba premice, če jih veliko skrb zložimo, se kar naenkrat veliko da povedati s temi velik premicam in kar naenkrat to začne funkcionirati in to je vse, ne? Če gremo iz premice nazaj na cel svet, ali pa recimo na svet, rekel, Amerike na eni strani, ne, in Kitajske na drugi strani. To je pač poleg tega, da to zgodba o umetni inteligenci, o tem, kaj se je zgodilo na poslovnem področju, recimo, in na podlagi, rekel, dejansko tega osnovnega globokega učenja, recimo v zadnjih 10 letih s svetom. Ti si recimo dosti dobro pa dosti tesno sodeloval, rekel, s Kitajci, s kitajsko poslovno kulturo, si se dosti dobro, rekel, tudi seznanil. Kako bi recimo to knjigo, rekel, razložil v kontekstu na eni strani Amerike in na drugi strani, rekel, Kitajske, tudi v smislu njihove poslovne kulture in pristopanju k poslu kot takmo. Žiga. Ja, zdaj jaz mislim, da moram najprej zavzeti ta družboslovni element in pohvaliti Markota in predvsem reči, da je res Slovenija lahko hvaležna, da ima takšne strokovnjake in ni zanemarljivo, da je UNESCO center umetne inteligence v Sloveniji, kajti če berete to knjigo in če berete, kar pravijo strokovnjaki, da v bistvu obstajata velesila Amerike, obstaja velesila Kitajske, Evrope pa ni. No, o tem dejansko piše kaj fulil predgovorov, ne? In to bo tudi moje naslednje vprašanje. Kaj sploh so možnosti Evrope dejansko na tem področju? No, ampak če pa mislijo naravoslovci, da se bomo družboslovci tako pocen dali, ne? In da bojo z eno premico hotel pokazati, kako obvladujejo svet, pa je treba v bistvu priznati, da vsi, ki govorijo o umetni inteligenci, govorijo o tem, da je v bistvu prihodnost na strani družboslovja. Zaradi tega, ker vse, kar naravoslovje ve, so podatki, ki jih algoritmi zelo hitro predelajo. Umetna inteligenca pa ne bo znala delati z ljudmi, ne bo znala delati s temi čustvi, tako da jaz mislim, da seveda je fajn, da poznajo premice in te zadeve, ampak na drugi strani tudi prihodnost glede družboslovja obstaja. Zdaj, mi da se poznava že dolg časa, tako da moramo tudi zabavati občinstvo, ne? Zdaj, kar je pomembno in seveda Marko bo to znal mnogo bolj strokovno razlagati, ampak kje se je umetna inteligenca na nek način, kot razumemo družboslovci, začela, ne? Umetna inteligenca in zakaj v zadnjem času toliko govorimo o tem, pa prej nismo, ne? Mi živimo v enem zelo hitrem svetu. Hkrati je internet in tehnologija prinaša goro podatkov. In v bistvu izvira iz vprašanja big date. Izvira iz tega, da imamo eno gromozansko kvoto nekih podatkov in s to kvoto podatkov lahko delamo zelo, zelo različne stvari. In jaz sicer vedno, res da sem delal, oziroma še vedno sedim v bordu, ki ga imajo v lasti na nek način Kitajci, ampak na drugi strani sem pogosto v Ameriki z Googlom, z Applom, sodelujemo veliko, tako da probam ne postavljati svojega razmišljanja na neko podstat, kdo dela boljše. Zaradi, ker jaz mislim, da je to dodana vrednost in jaz sem za to izkušnjo hvaležen, da sem se lahko in iz vzhoda in zahoda učil, ker jaz mislim, da vsak prenaša nek svoj vidik. Ampak kar pa ni zanemarljivo s tem tvojim vprašanjem, kje je prihodnost, ko primerjamo dve vele sile in tu se na nek način s Skyfulijo moram strinjati, Marko, ne vem pa, kaj boš ti o tem povedal, je, da je prihodnost na področju umetne inteligence na strani Kitajske. In vprašanje je, zakaj? Kitajska razmišlja drugače, ne pravim, da razmišlja prav, ne pravim, da razmišlja narobe, ampak razmišlja drugače, ko govori o kolektivnem in razmišlja o individualnem. Zdaj, če dam primer samovozečih avtomobilov. Mi v Evropi, Američani v Ameriki so zelo pazljivi na vsakega posameznika. Oni bojo zaščitili vedno posameznika. Zdaj, zelo grdo in hitro bo kdo od Kitajcev me za ušesa držal, ko bom rekel, ne, da Kitajcem je pa malo mar za posameznika, ampak je vprašanje te družbenega napredka tako spredaj.
In Kitajci bojo rekli, tvegati 5 življenj, zato da bo od večji družbi boljše in lažje, je manjša cena kot to ne narediti, dočim mi bomo vsi pazili na to vlogo posameznika. In tudi način, kako Kitajska v industriji, v razmišljanju obdeluje podatke, kako v bistvu probava, testira, išče različne zadeve, je v naših pogledih brutalna, v razvoju umetne inteligence pa verjetno pospešuje ta korak naprej. Ja, se strinjam. Kitajska je izrazito brutalna v tem razvoju. Vtis je, kot da Kitajski mogoče mečkaj manjka kreativnosti napram recimo Američanom ali pa tudi Evropejcem. Zdaj, kaj foli res je pozabil nekako Evropa omeniti, nekako je samo o Kitajski pa Ameriki govori, ampak verjetno sta to dva svetova, tudi ki jih on pozna, pa ne vem, ne pozna tega tretjega sveta, mislim Evrope, zdaj mislim. Ampak v redu. Se on v bistvu v Kitajski pa Ameriki bolj govori v smislu poslovnega vpliva skozi umetno inteligenco, ne mogoče v tem raziskovalnem vidiku. Ja, zagotovo. In zna pa tudi povedati v teh intervjujih, pa tudi mislim, da v knjigi omeni, da Američani bojo že tiste razvili, pa malo razmislili, pa tako naprej, ampak Kitajci bojo pa tiste naredili, bojo zimplementirali, pa tako naprej. Tako da posredno sam priznava tudi mečkan ta element, kje ideje pa kreativnost nastaja, ampak tudi Kitajci, jaz jih zdaj spremljam od tam iz 90-ih let, že z njimi smo, z raziskovalci sodelujem in tako, pa srečujem jih seveda stalno, torej to je val, ki ne samo, da nas je že malo dosegel, ampak še prihaja. Namreč prihajajo generacije in generacije mladih, ki so drugi Kitajci, kot so bili nekoč. Kakšni so ti novi? Taki, brezkompromisni, tako kot razumemo tudi kitajsko kulturo, strašno delovni, zdaj kar enkrat jezik znajo se obnašati, skratka so drugačni. In to je val, torej tisti, kar jaz vidim, so tipično študenti ali pa doktorski študenti, ampak to bo čez 10 let bojo to ljudje zreli, postavljeni ljudje. In to bo šele pravi val. To, kar danes vidimo, je v bistvu šprica šele. Šele začetek, To je moj vtis, če gledam skozi oči, ki jih, mislim, pa skozi kot, pa perspektivo, ki jo jaz vidim. Ampak ti hočeš nekaj prebrati, Pa bi mogoče še samo jaz pokomentiral recimo te delovne navade, recimo, pa študentske delovne navade, recimo, a boš prebral? Evo, super. Ja, jaz mislim, da je prav, da če prijemo na knjižni sejem, pol moramo knjigo imeti v roki in kakšen delček prebrati. Ampak ta se mi je zdel, ko sem se na to pripravljal in glede na to, da oba govorita o študentih in perspektivi, zdaj seveda umetna inteligenca bo hitreje brala kot jaz, pa vsem. Leta 1999 so kitajski raziskovalci glede umetne inteligence še vedno tavali v temi in to dobesedno. Naj pojasnim. Tistega leta sem obiskal Kitajsko univerzo znanosti in tehnologije, da bi predaval o prepoznavanju govora in slik pri Microsoftu. Ta univerza je bila ena najbolj tehničnih visokih šol v vsej državi, leži pa v južnem delu Haifej, ki je bilo takrat v primerjavi s Pekingom odmaknjeno in zaostalo. Na večer, ko sem predaval, so se študenti nagnetili v predavalnico, tisti, ki niso mogli noter, pa so se pritiskali ob okensko steklo, da bi skozenj kaj slišali. Zanimanje je bilo tolikšno, da sem nazadnje prosil organizatorja, naj dovoli študentom, da sedajo tudi na tla v predavalnici in celo na oder okoli mene. Študentje so zbrano poslušali, ko sem pojasnil osnove prepoznavanja govora, sinteze govora, 3D grafike in računalniškega vida. Zapisovali so se in me zasuli z vprašanjem o temeljnih načelih in praktičnih uporabah. Kitajska je tedaj glede raziskav na področju umetne inteligence zaostajala več kot desetletje za Združenimi državami, ti študentje pa kot so goba vpijali svoje znanje iz zunanjega sveta. V prostoru je bilo čutiti razburjenje in zagretost. Predavanje je trajalo dolgo, tako da se je že stemnilo, ko sem stopil ven in se napotil proti glavnem izhodu univerzitetnega ozemlja.
Na obeh straneh ceste pa so stali študentski domovi. Vendar je bilo vse tiho in nikogar ni bilo zunaj. Nenadoma pa se je kot na ukaz iz domov začela zgrinjati vrsta študentov in stopili so na cesto. Začudeno sem opazoval to tiho množico, ki se je pojavila tako nepričakovano. Šele ko so se posedli po robniku ceste in odprli knjige, me je spreletelo, kaj se dogaja. V domovih so ob 11. zvečer pogasili vse luči, zato je večina študentov se podala ven, kjer so se naprej učili na uličnih svetilkah. Občudujoče sem gledal vse 100 najbistrejših študentov tehnoloških ved, kako v nežno rumenkasti svetlobi se sklanjajo nad študijskim gradivom. Tedaj tega nisem vedel, vendar je bil med njimi tudi bodoči ustanovitelj enega najpomembnejših podjetij za umetno inteligenco na Kitajskem in v temni noči v Haifeju je pridno še nekaj dodatnih ur posvetil izobraževanju. Knjige, po katerih so se učile, so bile zastarele ali slabo prevedene. Bile pa so najboljše gradivo, ki so ga lahko si takrat priskrbeli in se z njega namerno so potegnili vse ven, kar se je dalo. Šola ni imela dobrega dostopa do interneta, študij v tujini pa je bil nemogoč in je bil mogoč le štipendijo, ki je poleg šolnine vključevala tudi stroške bivanja. Ti mladi učenjaki so se lahko v stanju globalnih raziskav umetne inteligence poučili le iz oguljenih knjig in občasnega predavanja gostujočega profesorja. Kako se je vse spremenilo? Ja, rezultat so te drugačni študentje, doktorski in postdoktorski. Marko, mogoče še eno vprašanje zate, strokovno, ampak seveda pričakujemo poljuden odgovor. Danes smo imeli recimo dopoldan predstavitev rezultatov knjiga in bralci 6 in eno od vprašanj, ki je pa šlo recimo na nek način na platen, je tudi recimo, ali bo umetna inteligenca govorila slovensko. In kaj bo govorila slovensko? Kaj nam bo recimo nam Slovencem pomagala? Zdaj, če bi imel eno minuto časa, bi vam bi odgovor lahko povedal v slovenščini čez telefon. No. Torej, tehnologija, nam rekel, umetna inteligenca, to mi ni všeč ta personalizacija umetne inteligence. Umetna inteligenca, kaj je umetna inteligenca? To je področje tehnologije, znanosti. Obstajajo pa sistemi umetne inteligence. Pravo vprašanje je bilo, ali bo sistem iz področja umetne inteligence znal tudi kaj povedati po slovensko. Ja, odgovor je ja. Že zna, ja, in to dela. Ali bomo kdaj doživeli naslednje, da bom jaz govoril v slovenščini in bo program zapisoval moje izgovorjeno v tem jeziku? No, to je pa edini manjkajoči del, ki ga še v ta slovenska jezikovna računalniška infrastruktura nima, torej prepoznava slovenske vezane besede. Torej, to obstaja, Google je to naredil za slovenščino, so to drugi naredili, ampak Slovenci tega še nismo naredili za slovenščino. Zakaj ne? Ne vem, zato, ker smo nerodni in ampak to je nekaj, kar je danes investicija, ne vem, nekaj mesecev. Pravzaprav iz naših podatkov so drugi že to naredili, torej vem, da se to da, sam mi konkretno naš laboratorij se s tem ne ukvarja in zato tudi morda to ni narejen, drugi pa pač niso naredili ta moment. Samo je to vprašal zaradi tega, ker se veste, da tudi piše knjige in upa, da naslednjo bo lahko narekoval. Mislim, da bo še malo mogel pisati, ampak po mojem pa boš doživel to, da boš lahko knjigo narekoval in se bo izpisala. Ian Fleming, avtor James Bonda, je imel še mogoče boljšo metodo. Recimo plaval v bazenu, ob bazenu je sedela tajnica z pisalnim strojem in je nje narekoval. Samo jasno, to je bilo možno, če si avtor James Bonda, če si pa slovenski pisatelj, pa temu ni tako. Pa gremo mogoče naprej, recimo, ena zanimiva informacija sem jih včeraj prebral v časopisu, oziroma v Guardianu, in sicer je en češki profesor naredil algoritem, s katerim je poskušal ugotoviti avtorstvo Shakespearjeve drame Henrik VIII, vkolikor je bilo kar nekaj dilem, ali je avtor samo Shakespeare, ali je tudi še kakšen drug avtor. In v bistvu se je iz tega dosti jasno razjasnil, da ni avtor sam Shakespeare. Kako komentiraš, Marko? Tebi se zdi to v bistvu... Ja, torej, ljudje puščamo sledi
na vsakem koraku, ki ga delamo. Torej, puščamo, ne samo da puščamo sledi, imamo ne prstne vtise samo na prstu, ampak jih imamo vtis, je naš glas, naš obraz, naš način govora in tudi izbira besed, torej izbira besed, razmišljanja in tako naprej, model sveta, s katerim, ki ga projiciramo v knjigo in tako naprej. Ne? Torej, tehnike za odkrivanje avtorstev, jih niso izumili zato, da bi Shakespearea preverjali, ampak zato, da preverjajo študent prepisal domačo nalogo, ne? To je veliko večji trg, tako pač je. Ne? Torej, to ni zelo komplicirano, to je v bistvu se bolj ali manj, ljudje puščamo toliko značilen podpis pri pisanju, da to ni zelo težko narediti. Ampak človek pa tega ni bil v stanju? Ne, zato ker je preveč podatkov, da bi, torej, enostavno je, ne bi bil problem narediti, samo bi ogromno časa trajal. Računalniku je pa to igrača narediti. No? To je to, kar je Žiga pregovoril, torej ta big data, veliki podatki, torej to je igrača. Ne? Ja, ena od stvari, recimo, ki jih opisuje skozi svojo osebno zgodbo, recimo, kaj je fuli, kar se tiče tega, da je prebolel rak in tako naprej, je tudi recimo uporaba sistema recimo umetne inteligence pri tem, kako je recimo diagnoza njegove bolezni potekala. Ti programi, ki so v bistvu učljivi za prejšnjih diagnoz, so veliko bolj zanesljivi od recimo tega, kar lahko zdravnik naredi na podlagi svojega osebnega znanja. In je videl, da recimo to, kar je nekako bilo njegovo profesionalno delo, se je materializiralo v tem, da je potem mogoče lahko tudi zaradi tega ozdravel. Pa bi mogoče bilo nadaljne vprašanje, recimo zate, Žiga, še zmeraj bi se mogoče tukaj v smislu tega, kako poteka recimo ta nek dvoboj med Ameriko pa Kitajsko v smislu umetne inteligence, bi mogoče še kakšno informacijo nam podal v zvezi z njihovo poslovno kulturo. Ker recimo, če pogledamo recimo skozi knjigo, je tukaj usporedno recimo, kako Američani so bistveno bolj, to je tudi Marko omenjal, recimo bistveno bolj usmerjeni v neko kreativnost, v inoviranje, v to, da v bistvu dejansko potem tudi na vsakem področju, recimo kot je Google, Facebook, obstaja predvsem eno močno podjetje. Na Kitajskem je ta zgodba veliko drugačna, veliko večja konkurenca in tudi podjetja poskušajo v bistvu dejansko opravljati vse od tega, da v bistvu dejansko imajo brskalnike pa do tega, da vršijo prodajo izdelkov in za tega tudi veliko več teh podatkov dobivajo noter. Mogoče kaj o tem, kaj si v bistvu spoznal recimo, ali pa tudi doživel kot človek, ki potuješ tam. Zdaj, morda prej čisto odgovorim na to vprašanje, po mojem potrebno omeniti še enega Slovenca, ki je na področju umetne inteligence, predvsem pa big data naredil ogromno in to je naš profesor Jure Leskovec na Stanfordu. In tisto, kar je zanimivo, Jure v svojih raziskavah, ki jih boš Marko verjetno ti boljš komentiral, recimo raziskuje tudi to, a je umetna inteligenca, bi algoritmi boljše sodili, kot to delajo sodniki. Seveda se zelo hitro pojavi vprašanje, a bi bila umetna inteligenca boljša v parlamentu ali pa v vladi, kot so to ljudje. In to so vprašanja, ki se bojo tako ali drugače pojavljala. Zdaj, seveda, sprašuješ me zdaj o mojih izkušnjah s Kitajci in s kitajsko kulturo. O tem bi po mojem lahko govoril cel večer. Absolutno so zelo drugačni. To je tista stvar, ki jo na nek način podcenjujemo. Podcenjujemo še vedno in jaz moram reči, da sem presenečen, ko napredka njihovega razvoja na nek način Evropa, še manj pa Amerika s Trumpom, na nek način noče priznati, na drugi strani pa Trump seveda s trgovsko vojno išče na nek način metode, kako bi ustavil kitajsko rast. Tisto, kar so mene Kitajci naučili, je, da se vse da je vse mogoče. Oni pomislijo na priložnosti, ko mi ne bi rekli, da priložnost obstaja. Ko je 10% nekega interesa, oni kažejo, kako zainteresirani so. Zdaj, tisto, kar se znajo absolutno skregati, ampak kot narod in kot nacija, in to je eno pomembno sporočilo, predvsem za Slovenijo, znajo pa stopiti skupaj. In Kitajci znajo absolutno sodelovati v tem, kako bojo globalno postali najmočnejši.
Seveda jih na nek način razvit svet obtožuje, saj so vse skupirali. Kaj Foley tudi o tem briljantno piše, kaj pa jim je preostalo. In mene fascinira, pa čeprav sem tudi kritičen do človekovih pravic in pogledam na te zadeve na Kitajskem, ampak vseeno, ko pogledamo, da imamo samostojno državo 30 let in pogledamo, kaj je Kitajska v 30 letih razvoja naredila, se lahko priklonimo in rečemo, wow, iz države revščine, kjer je večina imela ta problem, so v bistvu postali velesila. Znajo seveda strateško razmišljati, znajo razmišljati zelo dolgoročno, česar pa res ne znajo, kar je prej Marko rekel, ne znajo kreativno razmišljati. Recimo ena banalna primer. Pridete v Pizza Hut, kjer imajo 25 pic in ko zberete pico številka 17 in proste, če jo lahko naredijo brez sera, pridejo vsi natakarji, pokličejo menedžerja, se med sabo malo tam gledajo, kako bojo pico brez sera naredili. In to je en tak primer tega, kjer Evropa, pa tudi Amerika na nek način lahko pomaga. So pa seveda v tej tekmi med seboj brutalni in včasih jih je težko razumeti ali pa priznati, da je njihova učinkovitost morda lahko manjša, hkrati je pa njihov delovni element izjemen. Oni vsi hodijo v pisarno s polštri, po kosilu za pol ure počijajo na pisalni mizi, ampak velikokrat jih boste videli ob 8-9 zvečer v službi. Normalno je, da pride v službo v soboto in to so vsi zaradi tega, ker je tekmovalnost tako velika, pa še pridejo v nedeljo, da se dokažejo. Še enkrat, nisem rekel, kaj je dobro, nisem rekel, kaj je slabo, pač razlagam, kaj opazujem, ko opazujem ta svet. Ja, kar en dobršen del te knjige posveti recimo tudi analizi prihodnosti, katera delovna mesta recimo bo umetna inteligenca nadomestila, citira različne raziskave in navaja odstotke med 20 in 50 odstotki recimo različnih obstoječih delovnih mest. Pa mogoče, Marko, kako bi ti komentiral, katera bodo delovna mesta, ki jih umetna inteligenca še lep čas, recimo nekako v obdobju 10 do 15 let, ne bo gotovo nadomestila? Ja, torej, to, kot sem uspel videti, torej, ta Kai Foley ne pove nič posebej novega, on povzema te znane študije OECD-a, tiste iz Oxforda in tako naprej, ki pa bolj ali manj povejo isto zgodbo, samo te parametri so tipično mogoče malo drugače ocenjeni. Odstotki se zelo razlikujejo, ne? Razlikujejo, ja, strašno nihajo tam od 20 do 70 praktično, ali pa tam nekje, ampak ni čisto jasno, ne? Torej, zaenkrat se to še ni zgodilo, mimogrede, ne? Torej, jaz tudi za OECD delam ravno tudi na tem področju, ne? Tako da, evo, ravno v petek smo, zdaj mi, da se še pohvalim, no, torej, na Štefanu delamo za OECD observatorij za umetno inteligenco, torej živ sistem, ki opazuje že, no, razvoj umetne inteligence tako na tedenski bazi, ne. Torej, tudi trg dela, trg vsebine, pa skozi medije, pa še nekaj drugih stvari.